Kako lahko Slovenija s sodelovanjem in povezovanjem tudi na mednarodnem nivoju odgovarja na globalne izzive prihodnosti? Če pogledamo strukturo slovenskega gospodarstva, so to pretežno manjša podjetja, še posebej, če pogledamo iz mednarodne, iz globalne perspektive, in je jasno, da smo nično orientirani. Ko rečemo, da smo nično orientirani, vemo, da je nujno, da smo del globalnih verig vrednosti. In izkaže se, da je velika podjetja, še posebej tista, ki so v lasti multinacionalk, so po definiciji v večji meri integrirana v tovrstne globalne tokove. Za manjša podjetja je pa to večji problem, se pravi v smislu sodelovanja, ko gre za razvoj. To zahteva izjemen angažma in zato je še posebej za srednja in majhna podjetja pomembno, da obstaja razvit in delujoč ekosistem. In z veseljem ugotavljamo, ravno zdaj smo delali pregled, kaj se je zgodilo od leta 2016 do danes. Preko strateško razvojno-inovacijskih partnerstev danes Slovenija sodeluje v preko 50 različnih iniciativah, platformah, mednarodnih partnerstvih. Kar je za Slovenijo zelo pomembno, je tudi ta perspektiva, kaj prihaja. Ta mednarodna integracija to je en izmed izrazitih poudarkov perspektive po letu 2020. Slovenija je tukaj naredila velik korak naprej, zdaj je treba to intenzivno s tem nadaljevati v smislu priprave projektov. Na evropski ravni se ravno zdaj pripravlja kar ena serija različnih mehanizmov financiranja. Nekateri izmed njih bodo tudi dajali določene prednosti projektom, ki bodo prihajali iz držav, kot je Slovenija. Recimo znotraj kohezijske politike se pričakuje, da bo šla 1 milijarda evrov za spodbujanje medregionalnega sodelovanja na področju inovacij. To z vidika Evrope ni veliko, je pa lahko za Slovenijo ogromno, če se zelo angažiramo in to tudi počnemo, recimo preko sodelovanja v inicijativi Vanguard, preko sodelovanja na tematskih platformah za recimo napredno proizvodno. Zdaj pa samo še ena najbolj mogoče takšna oprijemljiva informacija, da seveda enako delamo tudi na nacionalni ravni. Poleg že obstoječega paketa, ki je relativno standarden, Ministrstvo za gospodarstvo od spodbujanja nastopov na sejmih, tudi partnerskih nastopov, se pripravlja tudi razpis za spodbujanje internacionalizacije S4, se pravi Slovenske strategije pametne specializacije, katere poudarek je ravno to, da ne samo se preko teh SRIP-ov povežemo, ampak da na tej osnovi tudi se dobi podpora za pripravo projektov, s katerimi potem lahko bolje pozicionirani tudi kandidiramo za druge vire financiranja, bodisi pri bankah, bodisi na obzorju 2020 oziroma obzorju Evropa in tako naprej. Ta zgodba internacionalizacije je en izmed ključnih 4 stebrov pametne specializacije. Opažamo zelo z vidika zavedanja, sploh ni vprašanje, podjetjem je to absolutno jasno. Raziskovalni sferi moram reči tudi, in kar nas veseli je, da smo tukaj tudi že uspeli doseči konkretne rezultate, ki kažejo, da ta pristop, ki ga imamo, je pravi. Izzivi prihodnosti od nas terjajo, da vlagamo v znanje, v raziskave, v razvoj, zato da bomo lahko bolj uspešno sodelovali tako znanstveniki, gospodarstvo, država in vsi drugi deležniki, tako na področju znanstvenega raziskovanja, inovacij, kot v končni fazi tudi do produktov na trgu. Zato so dogodki, kot je bil današnji, izjemno pomembni, da vidimo, kakšno dodano vrednost se lahko ustvari takrat, ko znamo sodelovati.